Vlomilci in tatovi niso na dopustu. Preventivni nasveti policije. Veliko ljudi se, zlasti poleti, odpravi na krajše ali daljše počitnice. Da bi poletni oddih preživeli čim bolj prijetno in varno, vam policisti svetujemo, da še pred odhodom od doma poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov. S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, tatvine vozil, drzni ropi in podobno. Ker lahko za varnost svojega premoženja največ naredite sami, upoštevajte naslednja priporočila. Nepremičnine, vozila in predmeti so namreč varni toliko, kolikor za varnost naredimo njihovi lastniki sami. Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo. Prilika dela tatu. Vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za njegovo odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno vabljiva za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop, na primer zaboji, lestev v bližini, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken in podobno, vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje. Pred daljšo odsotnostjo z doma poskrbite za naslednje ukrepe. Zaklenite vrata in zaprite okna. Predtem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih, da vam zaradi puščanja vode ali požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta. Vklopite alarmno napravo. Ključev ne puščajte na skritih mestih, kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože in podobno. Ne puščajte doma dragocenosti in denarja, med dopustom raje najemite sef. O svoji odsotnosti ne puščajte sporočil na telefonskem odzivniku, na listkih. Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma, naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete, vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov. Doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne. Ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše. Z vidnih mest umaknite vrednejše predmete. Povejte sosedom, kako ste dosegljivi. Preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu. Zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih fotografirajte, po možnosti pa tudi označite. Umetniške slike, nakit, tehnične pripomočke in drugo. Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata, ne odpirajte vrat neznancem, varnostno verižico imejte vedno zataknjeno,
še zlasti, če ste sami in uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih. Še posebej velja to za starejše osebe in otroke. Pred vlomi in tatvinami zavarujte svoja vozila. Prava vaba za priložnostne tatove je lahko tudi priprto okno zaklenjenega vozila na kakšnem parkirišču. Parkirišča so namreč med turistično sezono polna vozil, zlasti ob večjih turističnih centrih, ob morju, gorah, toplicah in drugih turističnih krajih. Z malo truda in že v nekaj sekundah lahko odprejo vaše vozilo, v katerem imate morda mobitel, denarnico, torbico ali kovček. Tudi odvzemi motornih vozil so pogosti, zlasti tistih višjega cenovnega razreda ali slabše varovanih, parkiranih na neosvetljenih mestih v odprtih garažah. Upoštevajte naslednje nasvete. Izogibajte se parkiranju na slabo ali neosvetljenih ulicah ali parkiriščih. V vozilih na vidnih mestih, policah, sedežih, ne puščajte denarnic, dokumentov, prenosnih računalnikov, dragih oblačil in drugih vrednih predmetov. Zaščitite avtoradio. Zaprite vsa okna in vrata ter zaklenite vozilo in prtljažnik, pa tudi volan in pokrov posode za gorivo. Vklopite alarmno napravo. Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Ne puščajte prtljage na strehi avtomobila, ki je parkiran zunaj, na prostem. Ne puščajte ključev v avtomobilu brez nadzora, avtopralnice, na servisu, preprečili boste ponareditev ključev in tatvino vozila. Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite vozilo le za hip. Nezavarovanih ne puščajte niti svojih koles. Kolesa so pogosto tarča storilcev kaznivih dejanj, ki vaše kolo uporabijo le za vožnjo, za rezervne dele ali za nadaljnjo prodajo. Te tatvine so najbolj pogoste v strnjenih naseljih večstanovanjskih zgradb in kadar so kolesa slabo zavarovana, tako pred vhodi v zgradbe kot v kolesarnicah in kleteh. Priporočamo vam, da kolesa po uporabi skrbno zaklenete v za to namenjene prostore, kolesarnice, kletni prostori. Uporabite dodatne ključavnice za kolesa. Tudi elektronska naprava za varovanje koles, ki je v prodaji, je vse pogostejši primeren način varovanja. Ob nakupu kolesa si zapišite serijsko številko okvirja, znamko, tip, barvo, značilnosti kolesa in skrbno hranite dokumentacijo. Poskrbite tudi za jahte, jadrnice in motorne čolne. Vaše plovilo naj bo na privezu trdno privezano. Za zaklepanje pogonskih delov plovila uporabljajte tudi verigo in ključavnico, vaš privez pa naj znanci večkrat preverijo. Morebiten nasilni vstop takoj prijavite policiji. Tatvine in drzne tatvine, ulični ropi. Tatvine, zlasti tako imenovane priložnostne tatvine, sodijo med najpogostejša kazniva dejanja. Z odloženo denarnico na pultu v trgovini, z vozilom v pogonu, ko na hitro skočimo po sladoled z odloženo kamero in fotoaparatom na plaži, medtem ko veselo čofotamo v vodi,
Storilce kratko malo privabljamo. Na samozaščitno ravnanje ne smemo pozabiti, niti ko smo na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo. V vsakem primeru vam svetujemo, da upoštevate naslednja priporočila. Ne puščajte torbic brez nadzora ali varstva. V javnosti ne razkazujte denarja, kartic in drugih vrednejših predmetov. Ne puščajte ključev stanovanja in vozil na neprimernih mestih. Pazite na svoje otroke, poučite jih, kaj naj storijo, če se izgubijo v množici. Naj se obrnejo na policiste, varnostnike ali reditelje. Poskrbite tudi za lastno varnost in se izogibajte temnim ulicam, podhodom in dvomljivim lokalom. Pri dvigovanju gotovine na bankomatih, bankah ali poštah bodite pozorni na osebe, ki vas opazujejo ali vam sledijo. Denar in dokumente imejte pri sebi na ustreznih mestih, v notranjem žepu ali okoli pasu, predvsem zaradi žeparjev. Tudi predmetov, kot so fotoaparati, kamere, mobilni telefoni, osebni nakit, kolesa, surfi in drugo, ne puščajte brez nadzora na mestih, kjer so nepridipravom lahko dostopni. Med letovanjem v tujini je denar najbolje menjati v menjalnicah oziroma bankah in ne na ulici, kjer so turisti izpostavljeni prevaram ali celo roparjem. Na letališčih, avtobusnih in železniških postajah, kjer se običajno naenkrat zadržuje veliko ljudi, bodite pozorni na svojo prtljago. Zavedajte se tudi, da lahko vidno označena prtljaga z imenom in priimkom ter naslovom nepridipravu izda podatek, kje je prazno stanovanje. Nepridipravi na plažah, ob bazenih. Nepridipravi na plažah in bazenih, zlasti kadar je gneča, za razliko od kopalcev ne počivajo, temveč delajo. Vsako leto je na plažah veliko tatvin torb, denarnic, dokumentov, ključev, mobilnih telefonov, denarja in drugih predmetov, ki jih ljudje nosijo s sabo na plažo. Med sproščenim poležavanjem ob vodi ali živahnim čofotanjem v njej namreč kar prekmalu pozabimo, da smo na plaži pustili ležati svojo torbo povsem brez nadzora. Vrednejših predmetov zato ne nosite na plažo. Priložnostne tatvine z dvorišč stanovanjskih hiš. Žal je še vedno prepogosto naivno mišljenje, da nam naključni obiskovalci z našega dvorišča ne bodo odtujili stvari, vozil. Tudi na gradbiščih novogradenj je različno orodje, gradbeni material in drugo pogosto nezavarovano in zato lahka tarča tatov. Svetujemo vam, da v okolici stanovanjskih hiš ne puščate nezavarovanega orodja, niti koles, koles z motorjem ali odprtih osebnih vozil. Na dvorišču stanovanjske hiše namestite senzorske luči. Morebitne akviziterje in druge nepoznane osebe, ki vas sprašujejo za informacije, s pogledom spremljajte vse do odhoda z vašega dvorišča. Pri delu na novogradnji skrbno zaklenite orodje v za to primeren prostor. Tatvine v trgovinah. Storilci v trgovinah jemljajo različne stvari.
Med najpogosteje odtujenimi predmeti so oblačila, tehnični predmeti, hrana, pijača, cigarete in podobno. Da bi zavarovali premoženje v trgovinah, je priporočljivo v trgovski lokal namestiti videokamere in ogledala ter elektronske pasti na vrednejše predmete. Zagotoviti stalno prisotnost vsaj enega prodajalca. Tatvine iz pisarn. Pisarne so kraj, kjer storilci iščejo predvsem denar, čeke, kreditne in druge kartice. Odklenjena pisarna je med vašo odsotnostjo hitro dostopna tudi nepovabljenim osebam. Zato v pisarnah na vidnih mestih ne puščajte denarnic ali odprtih predalov. Torbice raje shranjujte v predale ali omare. Svojo pisarno, ko jo zapustite, po možnosti zaklenite, saj nepoklicanim osebam niso dostopni le vaši predmeti, ampak tudi morebitna poslovna dokumentacija. In če kljub vsemu postanete oškodovanec oziroma žrtev kaznivega dejanja. Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite policijo na 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Če je ogrožena gluhonema oseba, priporočamo klic na klicni center za osebe z okvaro sluha na telefonsko številko 031 777 600. V centru so 24 ur na dan dosegljivi tolmači za znakovni jezik, ki po prejemu obvestila poskrbijo za takojšen prenos vašega sporočila ustreznemu naslovniku, tudi policiji. Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, kajti storilec se lahko še vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več. Pomembnejša naj bo vaša lastna varnost. Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Pri izsleditvi storilca kaznivega dejanja lahko pomagate, če si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem. Izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal. Želimo vam prijetno in varno preživljanje poletnega dopusta in počitnic.